Dobrodošli na vrtu obilja v sezoni 2024, ki je zelo nas pohitela. Presenetila malo. Ja, že februarja je bilo zelo toplo in z nekaterimi stvarmi smo bila tudi midva malo bolj hitra. In današnji sprehod čez vrt bomo šli, čez kaj smo zelo zgodaj šla že posejati, presaditi, zdaj v sredini marca, kakšno je stanje, pa tudi kakšna je bila sama priprava gred. Tule imamo eno tako najino, rečemo že kar klasično kombinacijo v zgornjem delu grede, kombinacija korenčka in pa redkvice. Midva to sejeva istočasno, redkvica sklije pred korenjem, kaže, kje je še potem posejan korenček, je tak nek markirni posevek. In ker mi redkvico tudi prej pobiramo, dajemo prostor naprej korenčku, ki bo pol prevzel gredo. Tole je pa bob, ki ga smo pa prvič posadili skupaj z malčkom najnim. Ni zdaj točno 20 cm v vrsti, ampak super je. In bob je res super za otroci posejati, ker je zelo veliko samo seme. Naslednja greda je nekaj res zelo zgodnjih sadik solate. Te smo kupila, ker najine še niso bile pripravljene na to, rečemo, hitro zgodnjo pomlad. Večina grede pa čaka, da bo zdaj v parih dneh zasajenih z najinimi sadikami solate. Imamo glavnate solate, večinoma so to te berivke, pa en kupček rukole. Tale greda je tudi pripravljena in čaka za setev pastinaka. In mogoče zdaj lepo vidimo, kako je višja od ostalih najinih dvigenih gred. Pomeni, priprava takih gred poteka enako, samo da tukaj namesto imamo 13 cm, je vse skupaj 26. Da imamo to globino, da lahko se pastinak lepo razvije. In spodaj je mreža, ki preprečuje, da bi pastinak globlje rastel, da se bi debelil. In tudi ostale rastline imajo to mrežo za zaščito. Ker so tanjše korenine, grejo brez težav čez, mreža pa pač ščiti pred bramorjem in voluharjem. In priprava gred takšnih, ko imamo mrežo spodaj, ne moramo štihati pa frezati, pa tudi če bi hoteli, ker bi mrežo uničili spodaj. In tukaj res samo dodamo kompost po vrhu, tukaj, ko se nam je čez leto posedel. In s tem pognojimo in mikrobiološko poživimo sama tla. V praksi, recimo za tako najino gredo, ki so dolge 5 metrov pa široke 1 meter, so nekje 2 do 3 šajtrge, samokolnice komposta, ta letna obnovitev gred. In se lepo vidi na teh dveh gredah, ki so zdaj še prazne. To je v bistvu pripravljene grede za setev ali pa presajanje sadik. In zgodna smo bila tudi z setvami špinače. 2 grede smo že kar konec februarja posejala in res lepo vzklile so, že pravi listi se kažejo. In napram tisti, ki bi pa sejala je v sredini marca, ki pa še trenutno ni vzklila, bo tam imela mogoče eno bero prej. Ampak to ne moramo vedeti, kakšna pač nam bo se pomlad zgodila, tako da gremo res zelo, kako bi rekel, z opazovanjem vremena in z nekim z upanjem, da nam bo to ratalo. Pa testirava midva vedno rada neke meje, da vidimo, kaj se da, kaj se ne da, z nekimi osnovnimi pogoji. Pač midva tudi vsako zasaditev pomladi je prekrita s kopreno, zato da zadrži neko dodatno toploto, pa da ni vetra. In tukaj midva testirava meje, da lahko tudi vam pokaževa, da tudi koga druga spodbudiva, da pri sebi poskusi, gre malo izven tistih okvirjev. Por pa koleraba sta ostala na gredi. Načeloma ali pa praviloma bi jih že pobrala z grede, ampak letos smo se odločila, da nadgradiva svoje znanje, začneva se spoznavati z semenjenjem. Tako da nekaj rastlin letos na vrtu obilja ostaja na gredah prav z namenom semenjenja. Ne moramo biti še preveč pametna, ker moramo to sezono dati čez, vidimo, kaj nam bo ratalo, kaj ne, ampak prezimni por je tu na gredi v bistvu že od lanskega poletja, prav tako koleraba. Mogoče kakšno rastlino odbereva še stran, da pustiva res nek tisti izbor, sortni izbor, rastlino, ki najbolj predstavlja svojo sorto in ostane tu, dokler ne pobereva seme.
In spet ena bolj zgodnja kot ponavadi je zasaditev brokolija in pa cvetače. Nismo imela še svojih sadik, tudi te sva kupila in jih posadila v s kompostom pripravljeno gredo, pa pokrila z tole Lexan gredo, oziroma prav proizvajalec je mimo grede nama je tole dal. Ta pritrditev je bila zelo na hiter, vse se da to zelo fajn fiksirati v sam okvir grede, v sam les, da se tudi pot lahko celotno odpira, ampak v glavnem šlo je les na hiter, ko smo presadila te sadikce, da se čim prej zaščitili pred hladnimi nočmi. Bo pa ta greda še dosajena z najinimi sadikami kapusnic, ki so zaenkrat še v rastlinjaku, da še malo zrastejo. Na naslednji gredi imamo spet eno zelenjavo, ki jo bo semenila, to je motovilec. Tudi ta je že začel nastavljati svoje cvetne nastavke in tudi tukaj bomo še eno selekcijo naredila in pustila ter pobrala seme, da dobimo te izkušnje. Naš ljubi česen je zelo lepo rastel, celo zimo, ima res lepe izkušnje z njem, ampak moramo vedeti nekaj, da muha, čebulna, česnova, tudi porova, ne ve, kdaj je marec. Ona samo ve, kdaj so temperature čez dan že, ne vem, nad 15 stopinj in takrat že letijo. Tako da letos smo mi pokrili tole že v začetku februarja tole gredo, kar direkt, zdaj pa že čez loke. In zanimivo je bilo to, takrat, ko smo te loke postavljali, sem nama neki model tisti dan in sva pustila 2 dni odprto in je že na parih česnih prišla noter muha, ki je odlegla tega malega červička bele barve, ki zajeda to jedro in potem česen se ne bo razvil tako, kot bi se mogel. Reč pa zelo lepo, celoten del grede zelo lepo dela in bo pokrita vsaj do konec aprila s kopreno, pa še z insektno mrežo preko istih lokov. Na tej gredi imamo prezimni brokoli. Je ena taka čudovita sorta brokolija, ki je pa precej posebnost. Midva sama sejeva seme v mesecu maju, da vzgojimo sadike in pol te sadike ves ta čas od poletja, zdaj do konca februarja, marca zasedajo mesto na gredi, ampak imamo pa v tem času, ko je ponovadi vrt prazen, en tak orang pridelek, od katerega se lahko tudi malo bolj konkretno zgodaj spomladi naješ. Tudi vizualno je pač zelo lep, so tudi že šopke kot darilo podarila in okus, izgled pa ta časovnica mu daje pač eno tako res posebnost pa veliko vrednost. Še prej je kot recimo šparglji in lahko jih skuhamo juhe, narastke, popečemo in je res top. Vsakemu bi tole priporočala. No? Tudi s porom nismo imela še svojih sadik tako velikih, smo jih kupila in bo zdaj ena primerjava se zgodila. Pomeni, tere smo presadila kupljene sadike poletnega pora brez koprene, onega najinga, ki je bil pa klasično sejan v sredini februarja, pa bova presadila malo kasneje, pa pokrila s kopreno, pa bomo videli, kaj bo prej. Tukajle nimamo še zaenkrat nič za pokazati nad zemljo, notri pa je seme. Na tej gredi smo posejali grah, tukaj je pa špinača, rečemo tisto klasično sejana po najinem koledarju vrtnarskem. To je nekje v sredini marca, vedno priporočamo. In čist dovolj zgodaj in še vedno bo veliko pridelka, čeprav smo tamle videli že malo prej, da je tudi že začela listke prave delati. Na moji desni je pa brstični ohrovt, ki je lepo prezimil, zelo veliko pridelka, zdaj pa že pognal v cvet. Ne bova cele grede pustila kar takole v džungli, ampak odbrala par rastlin, ene 3, obvezala ob količke in pustila, da v celoti zacvetijo, se torej oprašijo in potem pobrala seme kasneje v sezoni. In tudi te potem lastno seme sejala za dalje v novi sezoni za 2025. Zadnje 3 zelenjavne grede so brez okvirjev. Poanta je čisto enaka kakor pri dviganih gredah, samo da tam je kompost kot polnilo, ki ga polnimo v okvirje, tu pa na sama vrtna tla oziroma na to površino
enako dodajamo kompost. Zasajena trenutno je sam sredinska izmed teh 3 gred, tu je špinača, isti dan sejana kot ono, ki smo omenjala prej, sredi marca. Tukaj pa je v bistvu pripravljeno vse, da pride zelenjava po vrtnarskem koledarju oziroma po najenem načrtu, ko bo čas za to. Vsi si želimo seveda zgodnjih pridelkov, čim bolj. In tudi jagod seveda si želimo čim prej. Zato tudi jagode telo gredo pokrijemo s kopreno. Da je več toplote, da mraz, ne toliko mraz, bolj veter ne doda tistega efekta mraza in lahko si obetamo mogoče kak teden, 2 prej pridelek, še takole že zgodaj spomladi pokrijemo s kopreno. Smo imela pa še eno gredo jagod, ki smo jih pa malo bolj razredčila in vmes posadila borovnice. Borovnice smo tesno posadile v 2 različne vrste posod, zato da testiramo, kako se bo dogajalo, kaj se bo bolje obneslo. V osnovi borovnice posebej sadimo posode, zato ker rabijo svojo sestavo substrata. In ena posoda je air pruning. Njihova ta prednost je, da se korenine rastlin v njih ne sučejo. Spodaj ni dna, je prosto. To je pa iz tekstila narejena vreča posoda iPods. Sestava substrata je pa v bistvu za vse enaka, tle ni posebnosti. Ne, se v redu. Poanta je res sestava substrata, ki je že omenjena, da je bolj kisla so sama tla. In tle bomo tudi lepo primerjavo imeli, kako funkcionira v teh air pruning posodah in pa v tekstilnih, da bomo vedeli, kaj je boljše pa kaj ni boljše, bomo tudi kasneje poročala same rezultate. Smo jih dala kar po sredini grede za jagodami. Jagode se bojo pač prosto razrasle okrog posod. Tudi to gredo smo pokrila s kopreno, ampak smo zelo kmalu ugotovila, da vseeno koprena preveč obteži oziroma zvija tele borovnice, ki so še zelo mlade in pa take nežne, rahle, tako da bomo zdajle kopreno kar počasi dala stran. Ja. Bo pač malo kasneje, tako kot bi moglo biti. Te 2 gredi sta tudi iz tekstila, smo jih že lani imela, smo imela krompir noter, pa jesenske kapusnice. In smo se odločila zdaj naprej, da bomo imela za semenjenje vseh rastlin, ki jih imamo skladiščene ali v kleti, kot je to zelje, pesa, korenje, pastinak, zelena. Korenina peteršilja, tako. Pa tudi čebulo, ki sicer nimamo v kleti in nam recimo zdaj spomladi začenja odganjati, pa jih zdaj posadimo. In vse, kar zdaj te 2-letne rastline, se reče, presadimo, bo iz teh energije, ki je shranjena v čebuli, v gomolju, korenini, odgnala na novo. In s to energijo seveda pognala tudi korenine pol naprej in naredila lep cvetni stebelj in ta semena pol pobrali. Veliko je še treba tle povedati o semenjenju, ker so tukaj tudi rastline, ki se križajo med sabo, treba ločiti med sabo, ampak ne bo to za začetek dovolj, da se veliko stvari še na tem področju bo odvijalo na vrtu obilja in imava velik interes, seveda, da se to semenjenje prav naučimo vsi vrtnarji, ker lušenje semenit paradajz pa papriko, ki poberemo zrel plod, te rastline so pa malo težje, pa bomo jih spremljali in se bomo tudi skupaj veliko še naučili. Rastlinjak je, rečemo, pol poln, pol prazen. Tule imamo še blitvo, pa nekaj peteršilja, malo radiča, to je še vse ostanek lanskoletne sezone, ampak notri ga že pridno polnimo s sadikami, ki čakajo, da grejo na svojo gredo. Tu so paradajz, že tudi jajčevci, paprika, solata, kapusnice, por, čebula, zelena. V glavnem ta pester spomladanski zbor, ki so letos bili večino časa že kar rastlinjakov, zelo malo pod lučkam, ko si ponovadi pomagamo v spomladanskih mesecih. Vse se je kar začelo odvijati v samem rastlinjaku. In še drug del smo pa že zasadila na novo, to je pa pač posebnost, ta super zgodnji paradižnik, ki smo mu letos dodala še eno sorto pritlikavega paradižnika in pa super zgodnje paprike. To bo z namenom, ker si Robi že konec aprila želi imeti svojo domačo grško solato.
Jaz mislim, da bo ratal, če bo pa v začetku maja, pa tudi mislim, da ne bo nič hudega, ne. V glavnem so posebnosti te vzgoje. Če vas zanima, imamo tako kot za vse zelenjave posnet tečaj vzgoje od semena do pridelka na sonaraven način in tudi vse specifike zelo zgodnjega paradižnika so zajete v svojem tečaju. In ja, je na voljo na najini spletni strani in seveda vabljeni, da se naučite vzgajati čim več zelenjave na sonaraven način. Lani jeseni je tale zgornji rob vrta dobil cvetoče čebulnice. Zgodaj spomladi sem videla, da je malo manjkalo tega cvetja, ki ga je pol čez leto kar dosti okrog vrta. Tole pa že zdajle prav lepo poganja in že neki cveti in je zelo lepo videti. Res je. Zelo je lepo videti vso zelenjavo, ki zdajle kuka ven iz tal in vse, kar smo videli, priporočamo tudi vsem vam, da čim prej posejete, presadite in da se sezona čim prej začne, da imamo čim več pridelkov. Ne samo da samo enkrat sejemo v maju, ampak nekaj bolj zgodaj, potem spet poleti, pa tudi pol za jesen, da imamo čim več pridelkov čez celo leto. Hvala za spremljanje. Hvala, da ste šli z nama na sprehod čez vrt in se vidimo pri naslednjih objavah iz vrta. Ja, živite vrtnarjenje še naprej.